Spoštovane gospe in gospodje, mi danes ne začenjamo kampanje, ampak jo nadaljujemo. Meni je veselje in čast, da lahko vodim tako močno ekipo, močno po evropskih izkušnjah, močno po slovenskih srcih. V tem smislu nadaljujemo pot, ki smo jo zastavili zmagovito pred 5 leti. Stojimo pred našim avtobusom, zato ker so ga želeli ljudje. Vprašali smo, kako naj se pokažemo to pot, in s terena so rekli, pridite spet z avtobusom. Ker želimo biti blizu ljudem, gremo na tak način. Za cel mesec zaenkrat imamo samo en dan, na katerega bo avtobus počival, pa še to ni sigurno. Povpraševanja po naših obiskih je veliko in ne samo z velikih mest, ampak tudi z dežele, tudi z posameznih vasi. Ljudje bi nas radi srečali, mi bomo to priliko dali in bomo tudi povedali, da smo vseh teh 5 let razumeli kot delo za konkretne spremembe, za spremembe, ki jih čutijo ljudje, bomo rekli tudi v žepih. Ko smo se trudili, da se poceni telefonija, smo imeli v mislih konkretnega človeka, za katerega se je izkazalo, da lahko Evropska zveza oziroma posamezen poslanec nekaj naredi. Ko smo se trudili za to, da bi lahko izbirali zdravnika po vsej Evropski zvezi čez meje držav članic, ki jih pokrivajo nacionalna zdravstvena zavarovanja, smo spet imeli pred očmi konkretnega državljana, ki ima lahko probleme z zdravjem in bo poslej drugače. Ko smo sprejemali direktivo o pesticidih in smo tudi 20 pesticidov prepovedali in uzakonili bolj odgovorno rabo teh nevarnih snovi, smo spet mislili na človeka. Naša izkušnja je, tukaj zlasti z gospo Ljudmilo Novakovo, s katero sva imela čast zastopati Slovenke in Slovence v Evropskem parlamentu, da je mogoče čisto konkretno nekaj narediti. V tem smislu bomo mi posvečali tudi veliko pozornosti krizi, v prepričanju, da jo lahko izkoristimo tudi za pozitivne spremembe, za prestrukturiranje gospodarstva, vendar ne v smeri divjega kapitalizma, sebičnega kapitalizma, ampak z aktualizacijo evropskega socialnega modela, z večjo socialno občutljivostjo in z večjo ekološko občutljivostjo. Mi zastopamo model ekosocialne tržne ekonomije, ki bi morala biti v Evropi pisana na kožo. Mi želimo veliko večje vključevanje mladih in se bomo mladih še posebej posvetili. Imamo tudi najmlajšega kandidata med našimi kandidati, ampak bom začel na tej, torej na listi, kot veste, je gospa Ljudmila Novakova, 5 let izkušenj v Evropskem parlamentu, predsednica stranke in specialistka za področje kulture, vzgoje, izobraževanja in še kaj. Gospod Klemen Žumer zraven, sem že omenil, bo naš najmlajši kandidat z 2 magisteriji, znanjem ekonomije in s 5-letnimi izkušnjami v delu v Evropski ljudski stranki. Gospa ministrica, bom rekel, Mojca Kucler-Dolinar, se je izkazala pri predsedovanju in je po svoji zaznamovala Evropo v tistem času in je izredno močan adut na naši listi. Gospod Tone Kokalj je to počel po parlamentarni strani kot predsednik odbora za evropske zadeve. Ve, za kaj gre, ve, kako se dela, ve, kako se pride do rezultata. Vmes manjka gospa Alenka Šverc, ki ste jo imeli priliko spoznati v zadnjem času tudi kot gospod, ki zna zastopati svoje stališča, zna uporabiti argumente in smo prepričani, da bo tudi pridobila močno število glasov. Gospa Ksenija Kraševc je pa tudi mogoče vam malo manj znana, ampak ima tudi evropske izkušnje po vzgojnem, izobraževalnem področju in tudi, jaz rad povem, na plesnem področju. Mi smo stranka, ki ima rada gibanje in vam bomo to ta mesec tudi dokazali, pa tudi z delom, potem, ko bomo zopet doživeli zaupanje ljudi. Z moje strani mislim, da samo tole bi še rad povedal. Danes bo izvršilni odbor potrjeval naš evropski program, ker hočemo biti blizu ljudem,
bomo pa prioritete tega programa dali na glasovanje ljudem in bo na taboru, ki ga bomo imeli konec meseca v Lukovici, bomo potem tudi prišli do končnega rezultata, kaj bodo naše ključne prioritete. In zdaj bi prosil, če bi še vsak z liste kaj povedal, vsak ima veliko zapovedati, ampak smo se zmenili za krajše izjave. Izvoli, gospod. Do sedaj je prišlo veliko avtobusov mladih in tudi drugih Slovencev v Evropski parlament. Sama sem tudi obiskala veliko šol, se srečala z mladimi, še posebej študenti, ker sem bila tudi poročevalka za to področje v Evropskem parlamentu. Potegovala sem se tudi za povišanje njihovih štipendij iz programa Vseživljenjsko izobraževanje. Sedaj se pa želim tudi srečati z mladimi na terenu, se z njimi pogovarjati o njihovih željah, povezavi s štipendijami, z izobraževanjem, o napredovanju šolstva v Sloveniji in v Evropi. Prepričana sem, da mi bodo povedali marsikaj zanimivega, kar bom lahko tudi v prihodnje uporabila pri svojem delu. Danes živimo v času vseh mogočih elektronskih komunikacijskih poti, od telefona, televizije, časopisa, SMS poročil, spletnih omrežij, Facebooka, in to želim skupaj z državljani Slovenije in Evropske unije še naprej podpirati tudi glede financiranja preko Evropskega parlamenta, preko Evropske unije. Marsikdo je preko teh projektov prišel do e-vključenosti in e-dostopnosti. Predvsem pa je najbolj pristen stik še vedno tisti, ki te pripelje po cesti, pa naj bo to asfaltna ali makadamska. Zato se veselim tega srečanja z Slovenci, Slovenkami, tudi preko obiskov z našim avtobusom. Vemo, da 3/4 odločitev, ki jih sprejme Bruselj, na koncu prizadene ljudi na terenu, konkretne ljudi. Na naši listi imamo kar 2 nekdanja župana, ki vesta, kaj spada v pristojnost občine, kaj spada v pristojnost države in kaj spada v pristojnost Evropske unije. Se pravi, mi garantiramo učinkovito vplivanje na nivo Evropske unije, ker vemo za posledice. To je prvi razlog za izbiro naše liste. Drugi razlog je pa ta, da je evropska politika desno usmerjena in brez močnih predstavnikov, oziroma močne ekipe slovenske na evropskem nivoju bo Slovenija težko peljala voz naprej. Se pravi, s krščansko opcijo v Evropski uniji je tudi za Slovenijo gotovo velik plus. Hvala, Ksenija. No, jaz bi pa izpostavila naš volilni slogan Blizu ljudem. Jaz mislim, da so ljudje največja vrednota naše stranke in zato sem prepričana, da bo ta slogan med volivkami in volivci Republike Slovenije tudi dejansko zaživel. Želimo jim približati Evropo, zato se bomo resnično pripeljali od vseh mest, večjih, manjših, do sleherne vasi, kjer bomo način Evrope, delovanje Evropskega parlamenta in pa konkretne zadeve ljudem tudi približali na bolj poljuden način, ne samo na tak, ki je danes njim dostopen preko interneta. Jaz bi pa sam rekel, da bo na avtobusu veliko mladih in zato upam, da bo veliko mladih prišlo, da se bomo lahko tudi z njimi srečali. Tako da vabim vse mlade, kjerkoli bodo videli ta avtobus, da pridejo in da se z nami srečajo. Pa da zvejo, kaj več v Evropi, pa da se kaj pogovorimo. To je to. Hvala.